Ja, I need you now. Res je in veste, kaj jaz rabim v življenju in kaj rabite v življenju vsi? Miksija. Kaj je to Miksi, pa bosta razložila seveda Gašper in Gregor. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Ja, Gašper in Gregor sta, kako naj rečem, izumitelja, iznajditelja, inovatorja, ki sta skupaj sestavila Miksija. To je, kako bi vam rekla, pametna naprava, ki vam v bistvu zmeša pijačo po lastnem izboru, samo morate pa znati procente, a ne? Res je. Čakaj, tebe bom, malo boš mogel prijeti bližje. Dobro. Tako. Rešeno. Zdaj, v mikrofon boš govoril, lahko si ga tudi mogoče pikico više dvigneš. Tako, zrihtano zdaj. Kdo je zdaj od vaju dveh začel, ali sta to oba dva skupaj načrtovala, ki sta prišla ven, oziroma jaz vem, jaz sem vas najprej spoznala na inkubatorju Savinjske regije v Celju, tam ste bili prvič predstavljeni za mene in jaz sem bila tako navdušena, sem malo, jaz to moram imeti. Kako sta prišla sploh na idejo do tega? Ja, vse skupaj se je začelo že kar dolgo nazaj, nekje 7 let, kjer je moj brat v bistvu začel z idejo, da je povezal vodovodne cevi, na eno stran dal eno pijačo, na drugo stran radensko, in ko smo zadevo si odprl pipo, se je v bistvu zmešalo in si dobil perfektni špricer. Ampak tam smo naredili kar na nekaj težav in sem pa rekel, ja nič, moram to izboljšati, narediti pametnejšo napravo, ki omogoča nastavljanje procentov, količin in tako naprej. In tako se je začela počasi potem razvijati v roku 3 let nova, izboljšana verzija. Miksija, tako. In koliko zdaj, a to deluje samo na 2 pijači ali je lahko tudi več pijač naenkrat? Potem smo nadgrajevali in smo prišli do tega, da v bistvu zdaj lahko mešamo med sabo 3 pijače. Okay. Po prednastavljenih receptih ali pa potem samo 2 pijače z nastavljenim razmerjem med njima. No, glih to sem hotela vprašati, ne? Ker recimo, vse veš, poznamo, zdaj če se osredotočimo trenutno pač na brezalkoholni špricer, ne? In hočeš imeti, ne vem, deci vina, ne, brezalkoholnega, pa 2 deci radenske, recimo športnega, ne? To pa lahko tam nastaviš. Seveda, ja, to je bila osnovna ideja, ker še posebej v Sloveniji, ker smo tako po regijah vsi različni, ker na Štajerskem to je športni špricer velja v večjih razmerih, ne? Kaj še vse imajo, ne vem, kapetanski špricer pa tak naprej. In to v Miksi vse omogoča. Miksi vse omogoča, spravi tudi recimo za koktejle mešati, ko imaš, ne vem, 0,3 tega, 0,3 unga, pa pol deci Coca-Cole. Ja. Ampak to moraš obvladati procente. No, v bistvu je zelo enostavno, samo nastaviš na začetku, kaj bi pil. In potem si lahko vsak. Jaz ponavadi že rečem, da še moja babica si lahko potem zmeša perfekten špric, karkoli, katerokoli pijačo, ker je že vse nastavljeno in ne more iti nič narobe. Tipično, v bistvu vse, kar uporabnik naredi, je pritisniti tipko start in to je to. Naprava zmeša vse v manj kot 10 sekundah in človek, v bistvu vsak lahko uživa v perfektnem špricu. Se pravi, mi lahko Miksija kupimo, lahko pa ga tudi najamemo, če sem jaz prav razumela. Res je. Recimo bomo o tem mečkan več malo kasneje, oziroma ne, bomo kar zdaj. Če jaz najamem Miksija, pomeni, da jaz ne rabim imeti barmana. Ja. Se pravi, prišparam veliko denarja. Tako, v bistvu se pa osredotočamo predvsem na to, da mi ponudimo celo rešitev, a ne? Da namesto za večje dogodke pripeljemo zraven še pijačo, led, kozarce, Miksije. Vi si izberete selekcijo koktejlov oziroma pijač in Miksi poskrbijo za vse na celi žurki. Ok, cool. No vidiš, evo, to je v bistvu zdaj osebni barman, če tako gledamo, ne? V bistvu Miksi zmiksa vse. Vse, kar nam srce poželi in kar bo steklo po našem grlu. Ampak zdaj, jaz sem povedala, da jaz sem vas srečala prvič na inkubatorju Savinjske regije. Kako ste v bistvu sploh do tja prišli? Kaj delate tam? V bistvu zgodba se je začela tako, da je Gregor začel z njegovim bratom vsta razvojem, potem je razvil neko osnovno minimal viable product napravo. To se je potem dalo na Instagram, kjer je postal ta video full hit. Potem pa Gregor kot strojnik pa rabo nekoga, ki bi pa razvil in sprogramiral neko konkretnejšo elektroniko in na tej točki sem se pridružil jaz. Slučajno smo se srečali na eni žurki in Gašper je imel že milijon idej, kako bi lahko stvari izboljšal, se je neko super, dajmo začeti delati. Povezali smo se potem z inkubatorjem tule v Celju
Gašper, kjer najemamo prostore. Oni nam svetujejo glede razpisov. Ja, Stvari, ker druge rabiš stvari še. kar precej tudi financ, ne, da lahko začneš razvijati kako tako zadevo. Tako da prav pridejo kakšni razpisi, pa kakšne nagrade, ne? Ampak o nagradah pa zdaj res. Mal pauze, da si mal ohladimo naša grla z miksijem, ki ste ga namreč prinesla zraven, ampak brez pijače. Do takrat pa vam zdajle v vaša ušesa pošiljam Van Halen in Jump. Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy, kjer sta z mano Gregor in Gašper, izumitelja, iznajditelja, ustanovitelja Miksija. Dobro jutro. Dobro Zdravo. jutro. Zdaj, Miksi smo rekli, da je osebni barmen, inovativna naprava, ki ti zmeša svojo pijačo, čist kak si hočeš jo zmešati, v razmerju, ki je tebi pisano na kožo. Zdaj, o ideji smo že nekaj malega povedali, ampak zdaj pa gremo malo o razvoju in da se pohvalite tudi o nagradah, ki sta jih prejela v zadnjem času. Kje bomo začeli? Mogoče začnemo pri inkubatorju. Dajmo. V bistvu zgodba se je začela z Pony programom, kjer smo začeli, ki so bili takrat prva skupina, smo bili inkubatorji, tja smo šla z Miksijem. Točno, ja. Ja. Potem pa sem v bistvu jaz kar ostal tam, jaz pa imam še vedno tam coworking prostore, tako da dobro družbo, dobro mentorstvo, svetovanje, pri razpisih tudi skupaj vedno pomagajo, da lahko v bistvu pridemo do uspehov, kot je bil tako recimo 5-2 razpis, ki smo ga ravno kar prejeli, to je skupaj 72 000 evrov skozi 2 leti, 2,5, kar v bistvu ful olajša poslovanje, ful olajša res nasploh vseeno. Je bilo pa ogromno dela, zato smo inkubatorji seveda zelo hvaležni, pa tudi sami smo seveda še vedno ogromno dela vložili, mi dva pa še nekaj drugih. Tako da to je bil en res velik podvig. Potem druga stvar, ki smo ravno kar prejeli, je pa v bistvu prvo mesto nagrada za inovatorje Spodnje Savinjske doline, na kar smo tudi zelo ponosni. Se vidi, da Slovenci imamo sicer malo radi alkohol, ne? Ker Ja, mi ne izpostavljamo alkohola, ampak izpostavljamo dobro družbo, druženje ob Miksiju, z Miksijem. kaj je bila vam prva stvar, ko si prišel čez vrata studija, kaj si me vprašal, kaj imamo kaj pijače na hladno? Ne, rekel sem, bomo kaj miksali, a ne, ker miksamo pa radi, res. Evo, vidiš, eni miksamo za mešalno mizo, Eto. same dobre vibracije, vi pa poskrbite za same dobre vibracije, ne, v naši pijači. Evo, perfektna kombinacija. No, v glavnem, prvo mesto, ki ste ga zdaj dosegli, kaj je zdaj recimo to za naprej pomeni, kot inovatorji? V bistvu je že bilo lani smo dosegli drugo mesto kot inovator Spodnje Savinjske doline. Letos smo tudi strani njihovega feedbacka in pa idej, predlogov zadevo nadgradili, prijavili novo idejo in dosegli prvo mesto. To nam res pove, da smo na pravi poti, da imamo produkt, ki je tržno zanimiv. Seveda za doseganje takšne nagrade moraš tudi dokazati prisotnost na trgu, zanimanje kupcev in tako naprej. Tako da vsako leto dobimo novo potrditve, da delamo dobro, da delamo v pravo smer in verjamemo, da se bo to enkrat splačalo. No, ko smo že glih splačalo. Za koliko se mi splača kupiti Miksija? Kakšne so cene? Sam to, da približno vemo. Ja, trenutno smo na ceni 1500 evrov, Okay. ker vidimo veliko potrebo v gostinstvu in pa pomanjkanju kadra. Gostinstvu res rešujemo velike probleme, ker jim optimiziramo procese, hitrost točenja, natančnost točenja, beleženje inventure in pa kdorkoli brez uvajanja lahko dela koktejle oziroma pijače na najvišjem nivoju kvalitete. Se pravi, na koncu so tudi gostje zadovoljni, tako kot osebje v lokalu, ki jim optimiziramo čas. Super, kaj pa, če ga hočem jaz recimo najeti za domov, za fešto, za rojstni dan, za poroko, karkoli? Ja, to se pa slišimo, pa se dogovorimo glede na velikost oziroma glede na paket. Se pravi, je to sam miksi, sami delate z njim, je miksi za pijačo, hosteso z ostalimi dodatki. Ja, vi imate to vse v ponudbi? Ja, vse. Fancy. Začne se pa z samo miksijem, ki ga pošljemo pošti, za vse potem poskrbite sami, za ceno nekje 100 evrov na dan oziroma 100 evrov na vikend. To pa tudi ni nek denar, ne? Ja, mislim,
moramo poskrbeti za marketing, za prepoznavnost, za testiranje in seveda je to za nas pomembna informacija. Ja, načlej vikend je pred vrati, ne vidim, da enega miksija tule sta mi prinesla, sicer sta ga skrila dol, da ga vi ne vidite, slišali ga boste pa mogoče malo kasneje, ko bomo kaj zmiksali. Torej, jaz bom rekla samo le tako naprej. Kak imamo pa zdaj z ledom nareto? Led posebej, ali se že sproti hladi, ker vem, da v štartu je bil problem, ker ni bilo hladnega špricerja. Ja, ampak Ste rešili? smo rešili, če družba dovolj žejna, tudi temperatura ni problema, ne? Nima časa, da se segreje. No, evo. Za vse ste poskrbeli in na vse ste mislili. Tako da, Gašper in Gregor, hvala, ker ste prišla k nam. Naslednjič, ko še bo kakšna izboljšava, definitivno se oglasite še nazaj. Kje pa vas naši poslušalci lahko kontaktirajo? Na spletni strani? Ja, dosegljivi smo na spletni strani mixiofficial.com oziroma mixi.si, XMIXY. Tudi na Instagramu, Facebooku, v bistvu na vseh družbenih omrežjih. Ok, bomo pa vseeno še vse te informacije mi strnili in jih tudi objavili na naših družbenih omrežjih. Hvala, ker ste prišla in seveda dobro miksajte še naprej. Hvala. Hvala.